Po atraktivni gorski cesti mimo jame, kjer naj bi Dante dobil navdih za svoj pekel, pridemo do vasi Čadrg, enega najznamenitejših hribovskih naselij v Sloveniji. Vas je med drugim znana po Don Pierinovi komuni za pomoč zasvojencem, slovi pa tudi po sirarni, v kateri več kmetij skupaj složno izdeluje avtohtoni sir tolminc. Kako jim uspe ohraniti složnost? Ja, trenutno smo 3 kmetije, ki imamo krave in mleko, ki ga skupaj predelamo v tej vaški sirarni. Ja, složni smo pa zato, ker nadaljujemo tradicijo. Skupna sirarna je bila v vasi od zmerja, ne? In mi nismo nič novega odkrili, pač mi to nadaljujemo, hvala Bogu, je bilo to že prej, ker če bi se zdaj spravljali skupaj, se tudi mi 3 ne bi mogli. Marija Bončina se je z družino pred 20 leti vrnila iz Tolmina in prevzela kmetijo svojih staršev. Sprva je pustil službo v dolini mož, nekoliko pozneje pa še Marija. Po 3 letih so se med prvimi v Sloveniji lotili ekološkega kmetovanja. Danes sta na kmetiji zaposlena tudi najstarejši sin in njegovo dekle. Pred 10 leti so zgradili 2 apartmaja in se začeli ukvarjati s turizmom in izletništvom. Poleti postrežejo gostom kar pod kozolcem. Prihajajo Nizozemci, Belgijci, Francozi in Nemci. Gostili so tudi že Tajce in Avstralce, Italijanov pa ni prav veliko, menda se bojijo vožnje po prepadni cesti. Nekateri gostje pa se pripeljejo kar s helikopterjem. Vas sta obiskala švedski kraljevi par in nekdanja kmetijska komisarka Marianne Fischer-Boel. Zelo poseben pa je bil obisk iz Amerike. Konec junija 2005 smo imeli na obisku tudi direktorja CIA in njegovo ženo. Prišla sta pogledati v Čadrg, seveda sta bila na obisku v Sloveniji, kako ekološko kmetujemo. Gospo je predvsem zanimalo uničevanje škodljivcev na njivah in zelenjavi. Gospa je rekla, da ima v Virginiji 300 hektarsko kmetijo, znanje sta nabirala v Čadrgu. Nabrali smo jim tudi šopek kopriv, ki sta jih odnesla s sabo za uničevanje škodljivcev. Domačija pri Lovrču v vasi Čadrg je živahna, se razvija in potrjuje, da so kmetije lahko uspešne, čeprav delujejo v zelo zahtevnem naravnem okolju.